Dobro jutro iz slovenske prestolnice. Peljemo se mimo Tivolija, da vam pokažemo slovensko prestolnico, kakšne, ko se začne prebujati po 6. uri zjutraj. Kakšen je promet? Smo, kot rečeno, na Celovški cesti v Ljubljani. Tukaj vidite povezavo z Drenikovo cesto, ki pelje proti centru, mi pa se bomo zapeljali do krožnega prometa z vstopom na avtocesto in na to na Dunajsko. Pokažemo prometni utrinek, kot rečeno zjutraj, ko se slovenska prestolnica prebuja in ko nekateri vozniki že vozijo nekoliko prehitro, a to je v domeni drugih, ne nas. Šiške. Imate ljubljanski potniški promet na desni strani. Zdaj bomo zavili povezovalno krožno cesto okoli Ljubljane proti Mariboru oziroma Avstriji. Čeprav so to smeri tudi proti Madžarski, ampak prebivalci v Sloveniji pač ne vedo, kaj je Madžarska, zato nikoli to ne označijo. Smo v tako krožnem prometu okoli Ljubljane. Vidite, prometa ni veliko, je pa vse bliže danes lep in prijazen dan, ki ga morate izrabiti za izlet v naravo. Tukaj bi lahko zavili mesta, kot so Bežigrad, center. Mi ne bomo pristopili tukaj, ampak se bomo zapeljali v tem delu, vam pokažemo tudi še vstop na Dunajsko.
to ta tabla ni prav napisana, ker drugače začne bistveno prej, ampak to je rečeno, ti urejevalci ravnajo tako, če ravnajo. Tu smo za Bežigradom in zavijamo na Dunajsko cesto. Smo že na Dunajski cesti in se počasi usmerjamo proti centru mesta. Strani vidite Avtomotor Zveze Slovenije, na desni strani pa znamenito tovariševo podjetje Mercator, ki počasi crkuje na hrvaški strani. Trenutnih znakov crkvanja pa ne kaže še v Sloveniji. Na desni strani boste videli znameniti tivolski stadion, ki ga poskuša graditi podjetnik Pečnik na Pečnikovem stadionu. Vendar to traja že nekaj let, ker se ti lastniki teh blokov tožarijo v tej veliki pravni državi. No, to je znameniti stadion, znameniti stadion, ki ni v funkciji že nekaj let. Kot že rečeno v uvodu, smo na Dunajski cesti, čeprav je zanimivo, da ta cesta vodi najprej proti štajerski prestolnici Mariboru, nato Gradcu in šele nato čez okoli 365 kilometrov se nahaja Dunaj, ampak kdo se je spomnil, da tako pa ne bo tako. Na levi strani vidite našo naftno družbo, prostore naše naftne družbe Petrol. Na levi strani kot to, na desni strani pa nekdanjo trgovsko družbo Astra, ki je prav tako propadla, ker so veliki pametni poslovneži vodili tako, kot so jo vodili. Strani plačani objektov je časopisna družba Delo, na levi strani pa gospodarsko stališče, kjer pravkar poteka avtomobilski sejem 2017. V ospredju vidite nov
državo. Mi pa zdaj zavijamo iz Dunajske ceste proti avtobusni postaji, ki, kot že nekrat rečeno, dobesedno sramota za slovensko prestolnico, ampak tudi slovenska prestolnica kriva, ampak tisti, ki postajo vodijo, se šalimo. To je tole, tak avtobusna postaja ima slovenska prestolnica. No in končajmo nekaj tukaj, svejoče sonce, zamegli pogled in neurejenost mesta. Tole lepo, če vozimo po noči, da ne vidimo te sramote, ki mu pa pravi ljubljanski župan, da je to najlepše mesto na svetu. Smešnica, ki si jo privošči Napoleon. Počakajmo, tukaj bomo pokazali to lepoto, čeprav boste videli v jutranji zarji. To je tole, gledajte, take hiše so tukaj. To je to. In lep dan vam želim v najlepšem mestu na svetu.